Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. S tabo sem spet Monika, danes smo pa eno čist posebno gostjo, svojo sodelavko Nano, ki se bo pa kar sama predstavila. Živijo, jaz sem Nana, delam v marketingu in sicer vam pošiljam maile, delam social poste, delam grafiko, pa še bi se kaj našlo. Ja, si res vsestranska, Ja. in kreativna. Dobar, mi dve sva danes pripravili nekih 10 zabavno poučnih zgodbic. Druga za drugo ne veva pač kaj imava, tako da bova komentirali on the go. Tako da deva kar začeti. A ja, seveda so pač to zgodbice povezane s spolnostjo. A ne? Na koncu je pa še bonus runda, kjer bom jaz tebi povedala nek izraz za neko spolno prakso, ki je mogoče malo bolj nekonvencionalna, pa boš ti probala ugantati, kaj je to. Okay, jaz bom pa začela tudi z eno zgodbo, ki mi je v bistvu povedal gasilec, ko je bil na svoji dolžnosti, pa še se mu je zgodilo, ko je bil na dolžnosti. No. In sicer dobili so klic, da potrebujejo reševalci pomoč pri transportu ene osebe, ki se pač ne more premikati. In oni pridejo tja, njim ni bilo nič jasno, kaj pa kako, kaj se sploh dogaja. In jim ni bilo jasno, zakaj zdaj oni pač rabijo njihovo pomoč. Na koncu je zvedel, da pač človek se ne more usesti, lahko je pač sam stol, po koncu pač tudi niso ga oni smeli zvijati in tako. In razlog za to je bil, ker si je pač v zadnjico porinil piksno tisto osveževalca zraka ali pa lak za lase. Ali nekaj tako tiste, rekel je, da je bilo nekaj od tega, ker je bila ta dolga in je bila cela noter in tako se ni mogel ne upogniti, ne nič. Ampak najbolj zanimivo je bilo to, da je pač ta oseba, ki je imela to težavo, rekla, da je imel tako eksplozivno drisko, da je želel s tem ustaviti. Kako? Ja, ne vem, začepiti. Tako da jaz temu pač ne verjamem njegovemu izgovoru. Jaz bi tle pač to rekla sem, da bodo zabavno poučne zgodbe. Tako da dajmo se naučiti iz tega, da za analno penetracijo vedno uporabljamo ali dilde, ali čepke, ki imajo od spodaj tisti sidrček oziroma razširjeno bazo, zato da ne uide anus ni tako kot nožnica, anus gre potem v danko in v črevo in tako in lahko res pride do zapletov in vam uide kaj gor. Ampak mu dam 10 za pogum. Če pa kaj pa to. Je bil pogumen ali pa neumen, no, pač sem se dostkrat gre to z roko v roki, tako da, to je pač. Tako da, tragično. Tragično, malo komično, za njega tragično, za nas komično, tako da, No, čeprav jaz imam tudi neko podobno, sicer ni tako tragična, pa tako brutalna, ampak tako, sem sicer našla na netu. Ja, se moje tudi ostale so iz interneta, pač tako. Ampak je kar tako taka. Mislim, po moje se zna zgoditi tudi marsikom drugim. Je taka kar navadna, se mi zdi. No, skratka. Med res dobrim seksom se je majhen bullet vibrator nekako premaknil globje, kot je bilo predvideno. In se zataknil. Potrebovala sva približno 30 minut, da sva ga izvlekla nazaj. S tem, da je bil ves čas vklopljen. Dobro, ni se izpraznil, vrste ni. Ajojoj. Ja, to je malo tako. Kje pa je bil ta bullet? A sem jaz zgrešila? Not. Not je bil? Če se je zataknil, a ne? A se je zataknil, niso delili točno kje not, ampak nekje se je rabo zatakniti. Druga oseba, kaj ima punca, moški? Punca. Ojoj. Ampak jaz si sploh ne predstavljam. Koliko je že to tako neugoden, da nekaj ven ne dobiš? Po moje res sej... Že tako je neugoden, da nekaj ven ne dobiš, pa da ti še vibrira zraven. Ali je pa mogoče pa to sproščalo situacijo, ki je bilo tako, šmora ne dobim ven, ampak po drugi strani je bilo pa tako, Na vsake tako se malo sprostiš. Odvisno od osebe in situacije. Ja, mogoče dobro. Čeprav zdaj bi pa jaz tudi izkoristila šanso, da še enega preberem, ker se jih navezuje na to. Ampak se je meni zgodil. Ta se je pa meni zgodil, tako da... Ampak dobro. Jaz sem enkrat, preden sem zaspala, sem uporabljala Laša. Laš 3. Mislim, ti itak veš, za ostale, ki ne veste, to je pač
en ful cool vibrator, ki ga mi prodajamo, ful je pač, res je cool, no. Ja. Poglejte si, če še niste. Ja, tako. Skratka, zvečer ga uporabljam, preden sem šla spat in zaspim. S polno baterijo. Sicer zjutraj sem se zbudila s praznim, ampak kaj pomeni je pa to, da mi je pač celo noč deloval, verjetno. Pa si imela kakšne dobre sanje? Se ne spomnim, ampak lahko bi bilo, no. A pa si se zbudila tako osvežena, stres-free, polna serotonina in oksitocina in tako? Mislim, toliko ne, ker pač me je presenetilo, malo sem pozabila, da je bilo to not in tako se zbudim in something's bothering me. Čeprav meni se je tudi že zgodilo, ampak jaz sem ponavadi s kakšnim tem klitorisnim stimulatorjem, če sem si tako dala na sam, tako čist na mal, te, ki so na zračne valove, veš, pa si ga daš pa tako med noge in ponad sem tako, če sem bila že malo utrujena in mi je tako pasal, da pač tako te poziblje v spanec. Tako da pač, a veš, če si tako malo pod stresom ali pa kaj, pa si reči, komu se jaz malo sprostil, da bom lažje zaspal, pa da ne bo zmer TV ali pa knjiga, bo pač to, ne. Bo pač to. Ja, mislim, jaz se ponad zbudim, pa ugasnem, pa pač na stran. Ampak tako, lahko tudi na ta način uporabljate, ni zmer tako ne. Ja, itak. Ok, da vidim, kjero bi naslednjo, sploh ne, če bi po vrstih. Aha, ok, tam je ful simpatičen. Okay. Se pravi, to je razlagala neka ženska in sicer zgodba se začne tako, da sta se ona in njen potem bivši, ne zaradi tega dogodka, upam, da sta se nekaj zabavala v postelji, in ona je mislila, da bo to privedlo do seksa, do penetracije in tako, ampak namesto tega je on pograbil njene sramne ustnice in jih razprl in rekel, release the kraken. Oziroma, če prevedem, pač izpusti pošast. Kraken je neka mitološka pošast, podobna hobotnici, lignu in tako, ne, pač. Tako da, ne vem, če vas to zanima in če vam je to všeč, imamo mi tudi ščipalkice z unimi štrikci, ker štrikce napeleš okoli stegan in daš ščipalkice na sramne ustnice, mislim, da so nekako gumirane, da potem to razpre in lahko veselo preučuješ pošast. Mislim, to je kar zanimiva stvar, tako da. Ja. To je zanimivo. Zelo. Bi se lahko strinjala. Mislim, če gremo pa naprej, da hočeš še not pogledati, lahko uporabiš pa unga. Saj imajo od Svakoma. S kamerco. S kamerco, dejansko obstaja vibrator, s katerim lahko pogledaš v notranjost in se, ne vem, enim je všeč ta igra vlog ginekologa, enim je to, po moje bi v tem uživala. A pa če si sam firbac. Firbec je dosti, Jaz osebno ne vidim v tem nekega vzburjenja, ampak jaz sem ful firbčen človek. Jaz bi vedela in probala vse, razen kakšnih takih stvari, ki so mogoče pač meni osebno over the top, ampak to ima vsak svoje različne meje. Ampak to, jaz bi to nekomu drugmu pogledala. Ali pa vse, pa jaz se daš na aplikacijo. Mislim, itak, saj te zanima, kaj imaš pač kje, ne. A veš, kaj sem se zdaj spomnila? Če so pa komu všeč tako dildilovke pa to. Imamo pa kričar kok. A je kak? Nekje je bil. Ja, škoda, slabo sem se pripravila. Ne, saj ne. Ni bil namen danes kazati ali pa prodajati izdelkov, ampak tako, ful se mi zdi zanimivo, ker imamo res za vsako stvar, po mojem skoraj, kaj bova tukaj omenili, imava nekaj, kar je res za vsakega. Ta moj je sicer ni glih release the kraken, ampak je tak similaren. Ok. In sicer, z bivšo sva se ukvarjala že nekaj časa, bil sem skoraj pripravljen na drugo rundo, zato sem si mislil, da bi si kupil nekaj časa in se hitro lotil nje. Takoj, ko se je moj obraz poravnal z njeno pipko, tako je pač dobeseden prevod tega, tako da nice word, nekaj noga. Cute. No, ko se je poravnal z njeno pipko, je prišel iz nje najbolj smešno grmeč queef. Veste vsi, kaj je queef? Ja, to je vaginalni izpust zraka. Ja, tako. In je pljunil njegovo prejšnjo spermo nazaj v njegova usta, nos in oči. To je pa tako, po moje,
No, verjetno, da se zdaj v doktorju se najde, pa še to nekdo, ki mu je všeč, ampak če ti ni, je pa tako, da bi te njeno spolovilo zavrnilo ali pa prav popluvalo. Popluvala. Ja, ojoj. Ne, sej pa je napisal, da ni bil razpoložen za drugi krog. Ampak tako jaz si znam to predstavljati, da ti zna biti vzborljivo, da je zanimivo. Ja. Mislim, Doskrat je recimo to pri tistih, ki imajo kult fetiš. To se pravi, da svojega partnerja opazuješ, kako je z nekom drugim, ali pa da ti veš, da gre na dejt, pa da je z nekom drugim, pa pol pride nazaj, ali pa če je pač to v isti sobi, ne, da sam gleda, da je nestuširan, pa pol še ti takoj seksaš, a ne, z njim ali pa z njo ali karkoli. In doskrat sem opazila, da je tako, recimo, če je ta setup, da taka ima fetiš pač gleda svojo, ne vem, ženo, punco, whatever, da je z drugim moškim in pač, ko on doživi orgazem, a ne, in pač spusti v njo, da on potem mu je ful vzbrljivo še seksati v to not ali pa jo oralno zadovoljiti, čeprav je tisto not in tako. ja. Tako da ja, pač enim je, čeprav to tle že od nekoga drugega. Ja. Tako da ja. To si predstavljam. Zdaj, če lahko grejo naprej na ta queefing, sem našla neke statistične podatke o tem. Slučajno, no. Pač recimo, tako, ko se s frendicami menim, ne, za njih je to ena taka stvar, mislim, ne da jim je čudna, pa ne da jim je moteča, ampak tako rahlo jim je nerodno. Ja. Meni je ful to neroden. Meni pa sploh ne. Meni je ful neroden tako, ampak pač, jaz sem že rekla, jaz sem ful firbac, pa probala bi vse, ampak tako, to mi je pa tako, ampak moj zmer reče tako, pač se navada, nič hudega, on je ful v redu, glede teh stvari, res pohvalno, če poslušaš, haj. Tako da, ja, pač res je cool glede teh stvari, meni je pa tako. Ja, ampak meni se zdi, da vse te stvari sodijo zraven intimi, a ne? Ja. Tudi če so malo tako nesti ali pa, ne vem, še vse je to človeško, a ne? Ja, Res naravno je, sodi ne, pač zraven. nimaš kaj, včasih, sploh sem pazila, da so kakšni položaji taki, da pač ti dobesedno, ne vem, porine zraven zrak, Ja. a veš, ali pa se kaj premestiš, pa ti gre zrak, no, se pač res nimaš kaj, a ne, tako da ja, se je navaden, sam mi moramo v bistvu, jaz, a ne, osebno moram recimo čez to, da pač ni nič tazga. Itak, ja. Tako da ja. V bistvu, lahko je tudi malo smešno, ne? Malo Pač tako smešno. obrneš, pač, pa se malo nasmejiš. Ampak ja, dejansko, največ ljudi googla, kako preprečiti queefing. Ampak mislim, zdi se mi, a ne, če je to ena taka stvar, pa seksaš v takih položajih, se ga niti ne moreš preprečiti. Pač go with the flow. Ja, pač Naj meni bo, se kar tudi je. zdi, mislim, se zelo hitro pol to pozabim, ampak eno sekundo mi je malo tako, ojoj. Ampak ne, poj pa okej, no pač meni se zdi, da je tudi dost ta reakcija od osebe, s katero si, aj to one night stand, ali pa pač je to nekdo, s katerim si v tako v zvezi, da ti ful pomeni, zdaj če on tako, kaj pa je to bilo, a ne, ali pa če reče, sej cool, ali pa sej navaden, ali pa se celo naredi, da nič ni slišal, kar je še najboljš, dostkrat, I guess. Ko si pa tako, jaz ni slišal, ali pa ni opazil. Tako da ja, pač se mi zdi, da ful pomeni, kako druga oseba reagira. Tako da, No, to a ne? itak. Ja. Ampak zdaj recimo tudi na podlagi drugega Google iskanja se mi zdi, da večina ljudi, večina ljudi, marsikdo niti ne ve, kako sploh do tega pride. Aha, ja. Ker je bil naslednji najbolj iskan izraz, ali queefing pomeni, da si napihnjen. Aha, Ja. kukor, da bi imel prav tako pline v smislu, kukor, ke prdimo, pač. Prdimo, se ne vem, reči. Pač to vsi vemo, kaj je, ne bomo Ja, komplicirali. ampak res gre, mislim, za to, a ne, da ta plin, ki pride ven, to ni takega vonja, to sploh ni Ne, to je taka stvar in v bistvu gre res za čist drugo stvar. Ja, v bistvu Tako da. pač zrak, ki ti ga noter zrine, I guess, aj še kakšen Ja. drug, da sem jaz kaj zgrešila. Ampak ja, ne, ni isto to, vse tudi iz druge lukne pride ven. Mislim, itak. No pa jih še recimo tudi googla, zakaj je zadnje čase tako pogosto queefam. To je itak odvisno od vsakega posameznika, kaj počne. Mogoče partnerja zamenjala, pa je kaj drugače dela ali pa kaj. Ja. Pa recimo drugi zanimivi podatki so mi pa bili te, da za marsikoga je pa to fetiš. Da jim je res? dejansko kul. Ja. In recimo iščejo prav queef pornografijo, tega je ful veliko. Ali pa nisem pussy vedela. fart pornografija, to je tudi drug izraz, Da je ki pač ne tako, poznajo besede queefing. Ja, strokovnega izraza Ja. za vaginalni izpust. Ja, okej. no pa še kompilacija pussy fart.
A prav tako, to je bilo ful zanimivo. Jaz nimam nobene statistike, žal za te danes, tako da. V redu je, zato pa imam jaz. Ne, mogoče naslednjič. Ja. Ok, čak ti si bila zdaj nazadnje, a ne s to zgodbo. Ok. Ta mi je ful zanimiva. A si ti, verjetno si slišala že za izraz dry humping? Ja. Oziroma, sploh ne vem, kako je to v slovenščini. Dry humping. Na suho, ne na suho, to je... Dobro, ne moramo reči na suho je, ker je na suho, a ne? Ja, ampak to je pač samo, da se tako čez oblačila drgneš, a ne? Pač zagotovo je izraz za to. Ok, za tiste, ki ne veste, to je pač, da se drgneš čez oblačila, da si oblečen, a ne, tudi če pač imaš moški erekcijo, a ne, pa te s tem podrgne in tudi lahko doživiš orgazem z neko zunanjo stimulacijo, a ne? Ok. No, potem tle je pač zgodba enega para, oziroma ženske, ker je razlagala, da je bila ona z enim moškim in sta pač želela seksati, ampak ni bilo kondoma. In pa sta se odločila, da bosta pač s tem drgnenjem poskusila. In ker je to dry humping, pač on ni vedel, kaj je to. Ok. On je mislil, da to pomeni, da potem si ga pač namesto kondoma uvije v rjuho in ga... Kva? In ga pač za rjuho vred, a ne, porine not. Shit. Tako da jaz bi rekla, da uboga ženska, res uboga ženska, to je nov nivo suhosti. Ja. Pa zmer poudarjamo, da ne na suh, da dajte lubrikant, če ni pač, a ne, dovolj samo po sebi ali pa kakorkoli. Ampak to, ne vem, meni se zdi to kar zgodba za urgenco. Mislim, ja, ampak čudem, da ona tega ni vedela. Ne vem, jo je toliko presenetil, se ne vem, kako je to sploh nočilo. Jaz iskreno pač tega sploh fizično ne predstavljam. Dobro, si marsičesa, ne v kakšnih takih zgodbah, ki jih bereš, ampak ne vem. Tako da ja. Sekundo tišine za njeno nožnico. Pač res, ne vem. Dajte, uporabljite lubrikant. To ne pomeni, da je ženska frigidna ali pa karkoli, ampak dajte uporabljati lubrikant, ne sploh s kakšnimi igračkami in tako. Pa dajte vse properly dry humpati. Ja, tako je. Recimo, v tej zgodbi bi to bilo bolj primeren komentar. Lahko bi jo vprašal. Lahko bi rekel, kaj pa misliš tem sam? To je tista, veš, ko so ljudje tako, ne bom izpadel, da ne vem, veš, in jim je neroden in tako, in pol ga raj uvije v rjuho in proba dati noter, očitno je to boljša izbira. Mislim, mene bolj to, na tej točki, da oba nista vedela, zakaj se gre, da ona ni preprečila. Ja, ne vem, mogoče je bila pa tema, pa ni vedela, kaj pripravlja. Ali je pa mislila, mogoče pa, recimo, da je bila tema, pa si je on to uvil noter, in je mislila, da se drgne, da se oblačila, veš, pa je pa on... Da je dejansko dry humpu, okej. Ja, pač on je pa pol mal predelč drgnil. Drgnil, na suho. Ja, trenje, to pa je trenje. Slabo. Ja. Kje smo? Čak da vidim. Aha, zdaj imam pa jaz ful enih zgodovinskih dejstev ali pa zgodb. Ok, cool. Ampak te so se mi zdele res ful spicy. Prav ne bi si mislila, koliko so bili včasih bolj spicy, kot pa zdaj. Drugače so bili ful spicy. Drugače so bili res ful spicy. Mislim, da ima tudi ena, ne vem kdo, je imela prav na YouTubeu o temu. Ja. Da so mislili, koliko so mogli biti dolgočasni včasih in tako, ampak sploh ne, pač to je bilo kar. Tako da začni, ko mi čakam. Ok, samih je ful. Zdaj, ura zgodovine. Ura zgodovine. Ok. Katarina Velika je zaposlovala drgnjence stopal za vzburjenje. What? Poznala je vseh 7 erogenih con. Katarina in druge cesarice, vključno z nekdanjo regentko Rusije Ano Leopoldovno, so imele zaposlene v polnem delovnem času dekleta in evnuhe. Evnuhi, za one, ki ne veste, to so moški z odstranjenimi genitalijami. Imajo oni ne vse? Imajo samo moda odstranjena? Lahko tudi moda, ampak ti so bolj kastrirani, ampak če imajo vse, so kao čist pure. Aha, ok. Ja. Razumem. No, v glavnem, njihovo edino delo je bilo to, da jih drgnejo po stopalih, da bi jih spolno zburili. To kada imaš
ti me priprav, za polka bom šla na ta pravo akcijo, da bom redi, da ne zapravljam časa. Ja. Dober. Ampak šit, jaz tega ne bi, mislim, ne vem, tako da te nekdo žgečka po stopalih. Ne, jaz osebno, meni stopala pač niso tako neki, ampak se mi zdi, da je ful ljudem, pa da ful ljudi, tako da jim je bed povedati to. Ja, ker pač, ne vem, že tako ljudje ne marajo nekaj govoriti o svojih fetiših, ampak se mi zdi, da drugače, jaz sem spoznala že ful ljudi, ki jim je tako so stopala všeč. Pa tako, nikoli ne bi rekel, ampak nisem jaz tako z njimi imela kaj, da bi bili to neki spolne zveze, kako se reče temu, whatever. Ampak tako, prijatelji pa prijateljice. Ali pa prijateljice, ki so imele fante, več se mi je zdelo tako, kar sem jaz osebnih zgodb slišala, da so bili ponad moški tisti, ki so ta lepa ženska stopala, pa nalakirani nohti, pa tako, ne vem, pa kakšne visoke pete, pa take. No to je itak, pa se je valjda ta fetiš razumem, ampak tako, mislim, iz tega vidika, da bi mene nekdo žgečkal, tega pa ne razumem, ker to mi je malo tako... Ja, ne, vse žgečkanje sem slišala, da je, tudi tako drgi po telesu. Verjetno s to, kaj je spet neka taka, ne bi rekla, prisilna. Zagotovo se ti kaj sprošča takrat, ker vse njem to neko neugodje, ne. Itak, valjda so erogene cone, ne, se ti paše, ampak če si preveč občutljiv... Ja, lahko je tudi ne kot BDSM, ne žgečkanje. Tudi, za me bi bilo to BDSM. Bolj tako je, ker je pač neko neugodje, ne, in v bistvu iz tega pol ven. Imam pa rada masažo stopalja. Ja, same ne dobim. Hint. Lahko ti jaz. Hvala. Se ponovati si kar sama, pa je tudi redo pa. Pa ja, vse gre. Vse gre. Tam je bilo ful zanimivo. Da mi še kakšno. Spol. Čak, kaj bi... Čisto vse en. Julij Cezar. Julij Cezar. On je bil zihtak zabaven. Ne sam zabaven, on je bil tako, mislim, precej tak. Ne sem preversen, ampak... Mal na meji že. Ja, mislim, kar na meji. V glavnem, a to veš, da so njega klicali moški za vsako žensko in ženska za vsakega moškega? Ne, jaz sam vem, da ni bil on Julij Cezar, on je bil s Kleopatro neki, a ne? Tudi možno. Čeprav po podatkih, ki sem jih jaz iz neta našla, s kom on ni bil. On je bil tako, se je delil rad. Itak, valjda, se taki so hoteli imeti tudi spolno življenje, bolj bogato. Zanimivo. No, skratka, on je bil pač priljubljen med moškimi in ženskami. Zelo glasno je bil znan kot moški za vsako žensko in ženska za vsakega moškega. Zaradi tega, ker se je pogosto preoblekel v ženska oblačila in sodeloval v več gejovskih aktivnosti, znan je bil pa tudi po takem močnem spolnem življenju. Aha, da je bil tako... Spicy. Spicy Cezar. Ja, v glavnem, še ena taka starinska od enega cesarja. Ti so mi ful všeč te. Ja. Tako, kaj ste delali takrat? Res, ful so bili poredni, res so bili poredni. Pa ful bolj tako v kakšnih teh civilizacijah, ne, kako bi rekla, pač se mi zdi, da so bili precej odprti glede tega. Tako mislim, da mi kot moderna družba smo si naredili neke take norme, pa neke take okvirje. Mislim, tudi če so taki odprti okvirji, pa smo zdaj nekako odprta družba, smo še vsem tako omejeni, pa se gibamo znotraj tega. Meni se zdi, da je za te stvari itak primeren čas pa prostor za pogovor o tem, ampak recimo, da ti ustvariš neko, kako bi rekla, neko varen prostor, kakorkoli, ne da se kar tam na ulici pa tako, ampak tako recimo, da je pač neka soba in so ljudje in da je pogovor o tem, da jim je vsem težko reči, čeprav vejo, da se o tem pogovarjajo strokovnjaki, z nekom, ki ima izkušnje, z nekom, ki pač celo življenje dela na tem področju, da jim je vsem težko spregovoriti o tem. Mogoče, ja. Ampak še vsem interesantno mi je, zakaj včasih pol so bili tako res. Ne vem, so tudi pol propadali dost hitro, tako da... Mislim, mogoče zaradi tega, mogoče ne, who knows. Ja, nisva ekspertki v zgodovini, tako da dajmo pogledati zdaj, kaj je bilo s temle cesarjem. Starinski preverznež cesar Tiberij. Po poročilu njegovega biografa je Tiberij v poznejših letih zgradil središče pornografije.
na Capriu. Tam so mladi izvajali zapletene verige spolnih dejanj, cesar pa se je izmenično zabaval kot opazovalec in udeleženec. Še bolj gnusna stvar, oziroma še bolj gnusna dejanja, so se zgodila v njegovi kopeli, kjer so mladoletnike učili, kako ga morajo pod vodo gristi in izvajati oralni seks. To je kar sad. Je kar, ja. Mislim, tako poučno, da vidiš v bistvu, koliko delč segajo te, se vemo kaj stvari, ampak ja, mislim, verjetno so oni drugače na to gledali, tako kot po svetu drugače gledajo na to, ampak za nas tle je pač narobe, a ne? Itak je narobe. Ja. Ampak tako recimo ta del, a ne, ki pač je zgradil središče pornografije, mislim, da je že takrat on to razmišljal. To bi lahko preverili, če je kaj... Če je posnet. Ne, če je postavljen. Ko se mi zdi, da bi bilo ful zanimivo, da bi mogoče svojim poslušalcem tudi predstavili recimo razne muzeje in tako, a ne, pač. Če gredo recimo na kakšno potovanje, ki si lahko gledajo kakšne takšne stvari. Jaz vem, da sem bila v temu muzeju voska. Pač iz voska stvari so not in je pač taka seks muzej in so iz voska te lutke izdelane v različnih teh položajah in tako, to je bilo na Madžarskem v kaj je tale, Kostelj, kaj je Blatno jezero, no. Ful zanimivo. Ja, ful, ta kraj mi je bil ful lušten. Pa kar tako lutke iz voska. Ja, in pa so tako postavljene v položajih. Ja, to pa moram videti, boš pokazala pa. Jaz bi ful šla nazaj, tako da mogoče si že slišala za Frido Kahlo. Ona je umetnica. Za vse, ki ne poznate Frido Kahlo, se je zihar videli, ki je že na kakšnem potiskano, na kakšnih torbicah, šalčkah, beležnicah, denarnicah, vse živo. To je tisti obraz ženske z eno obrvjo. Ona je bila drugače zelo znana umetnica. Film si gledala? Nisem. Ne, poglejte film, ful je fajn. No, ona je imela moža, ki je pač večkrat prevaral in njej se je zdel zelo dobro se mu maščevati na tak način, da je potem še ona spala z vsemi temi ženskami. Z ženskami, a ja. Ja, Okay. Da mu je vrnila. Zanimivo. Ja, je kar zanimivo. Mislim, tako, malo je žalosten. Tako, štekaš, kaj je hotela narediti, ampak ne vem, če je njega dejansko to kaj prizadel. Jaz se ne spomnim s filmom. Vse to, ko meni se zdi, da bi ful velik tipom, ali pa vsej enim tipom bilo to všeč. Bilo všeč, ja, da je sploh bi bilo tako dobro naredila, ne pač kot naredila, nič nisem naredila. Tako da ja, zanimivo. Ne spomnim se iz filma, kako niti nisem pogledala, kako je on na to reagiral, ampak ja. Čeprav kakšni pa so, ne, kakšne pa moti to, da je sploh kakršne koli interakcije na tak način z nekom drugim, ne navdušujejo se vsi nad tem, ampak ja. Tako da ja. Izvoli. Verjetno. Ja, da slišam. Ne, ful me je zanimalo, kje so našli prvi dildo. Najstarejši znani dildo je bil najden v jami Fels, blizu Ulma, v Švabiji v Nemčiji. Ta izklesani falus. Čakaj, zdaj si bom jaz zamislila, iz katerega materiala je bil. Dej. Si? Ja. Ustvarjen je bil pred približno 28,000 leti. To je pa precej dolgo nazaj. To je kar, mislim. So že takrat vedele, kaj rabijo. Itak. Valjda, rabile so. Za popestrit, ne, če ga dolg ni bilo iz lova, ne. Ja, pa tam v jami sama. Itak. No, izdelan je bil iz poliranega ilovatnega kamna. To je glinen dildo bil. Glinen. Ja, to bi precej hitreje dobili gladko površino, kakor to, kar si rekla, izklesan, sem mislila, čeprav, da je klesen ali pa kaj. Ja. Sam po moje bi lahko, ker verjetno niso imeli šmirgla, a ne, bi verjetno zelo hitro kakšne trske kam prišle. To pa tudi res. Tako da ja, I guess that's what not be. To ne bi bilo prijetno. Tako da ja, v bistvu se ful dobro znajdel. Ja, kar itak, ampak kamen, valjda se kaj pa boš drugega naredil. Se si rekla, ilovice. Ja, pač glinin dildo. Cool. Ja. No, in meril je 20 centimetrov. A ja. Tako da tudi to. Tudi to je solidno. Ja, pač je nekaj nad povprečjem, ampak ni pa zdaj Ja. Masivno. Pač ja, cool. Ful dobro v bistvu. Ja. Jaz sploh nisem spomnila, da bi kakšno tako stvar pogooglala. Tako ja, zanimivo. No, zdaj veš. Zdaj vem. Kako fino. Res. Ok, dobro. Zdaj pa jaz. Ok.
Ti bom dve, Okay. ki sta si tako, v bistvu, se mi zdi, kontra. Se pravi, en moški razlaga, kako je z žensko, ki sta se videvala, sta se pač crkljala in mečkala in tako in je to vodilo v oralen seks, ona je šla pod kovter in tako in je začela pač to svoje. On je pa začutil, da bi imel kabel od polnilca za telefon na nogah. Okay. In se je pač odločil, da to on mora odstraniti in je parjel in odstranil. Se še kaj umakneš, pač umakneš tako precej hitra gesta in tem je ona zakričala. In pač njemu ni bilo nič jasno, kaj se dogaja in zato pogledal pod kovter in je videl, da je v bistvu to ni bil kabel od polnilca, ampak od njenih slušalk, ki jih je imela noter. Ja. In priklopljena na telefon, ki je gledala tutorial, kako pač izvajati oralni seks. Ja, meni se zdi to ful cute, Ja. da se je res potrudila. Ampak ja, mogoče bi to prej pogledala. Ja, Ja. itak. Ampak tako, mislim, dedication, da se ona tako spravila zraven, pa vse tako pripravila. Si pripravljala, tako, Ja, ja. Ampak pa ne. mogoče se je naučila, da vse se moraš prej. Itak. Za izpit se pripraviš prej. Točno a ne? tako. Ne Ampak je nosiš hotela plonkcev. plonkati. Ja, Ampak le, veš. oproščeno. Ja, oproščeno, ja. Če je pisala pol Ja, pet. dobro, da ga ni grizano, ali pa kaj tako več zagrabla, to bi bilo Ja. še slabo. Okay. Drugače pa ja, take stvari so spet komunikacija. Pač, a ne, če ti ne gre, poveš, ne vem, mislim, da to bi mogli, ja. Pa ta druga, ki sta rekla, je pa lih kontra, se pravi, ta se je ful potrudila, ful vložila nek trud in tako in je želela, a ne, da bi stvari dobro izpadle. Ta druga ženska pa ne, a ne, v tej situaciji, ker pač ona je dejansko med seksom čez ramo tega drugega udeleženca brala knjigo. Knjigo. Ja, pač ne je bilo dolgo, če si ne brala knjigo. Pač mislim, tega pa skoraj ne moreš. No. Mislim, to je pač res grdo. Ja. A ne? Tako da ne vem, prinesti kakšne igračke, ne? Če si Ja. želite popestriti, da izbire je ogromno. Tako da ja, pač to se mi res ne zdi. Edina situacija, ki bi si jaz lahko zamislila s to knjigo, je tako, da se ona dva zmenta, pač to igra vlog. No, ona kao, ne vem, tam leži in bere knjigo in on jo preseneti svojo veličino, a ne. Dobro, to je res, da si pa rabo mes brati, da ti ni dolg čas, je pa. Ja, to je tako. Malo tako, no. To je Ne. kar bed, ne vem, pač tako se mi zdi ful nespoštljivo to. Pač Ja. tudi če nekomu nekaj ne gre, ali pa ki spet rečeš, a ne. Ali pa, ne vem. Ne, mene bolj recimo moti z vidika pozornosti. Pač, če sta se odločila to početi, dejta biti pač vidva tam, pa Ja, se posvetiti prisotna, drug ne, drugemu. Ja, prisotna, ja. Tako, ja. A ne, se bi tudi ona, mogoče bi ona, če bi ona vložila kak trud, ne bi bilo tako dolgo časa, ne, da se kar Ja. odločiš, da pač bereš knjigo vmes, pač tako. Že to, da te nekaj tako ruka, ne, pa moraš ti vmes brati pol črke, se ti tresejo, pač res se posvetiš ti temu, da ti to bral. Razen, če ni bilo nobenega rukanja, ampak spet ne, lahko bi vzela ona pobudo in tako. Ampak to, no, lahko bi pa tutorial se brala, tudi to bi bilo upravičljivo. Ja. To je bilo upravičljivo, ja. Tako da ja, a mi boš ti še kakšno? Kaj bi pa še? Zdaj mi jih pa že počasi manjkuje, tako da. Ja. Imam pa eno, recimo, ki je malo povezana s seks igračami, pa Okej. z živalmi. Pa ni tako, kaj. Ne, v Okej. bistvu je dosti zanimivo, pa mislim, lahko bi rekel cute. Ja. Tako da, ja. Ja, okay. Dej. Poučno je, poučno. Poučno, Okay, ja, ne bo poučno. V glavnem, biologije. delfini in njihove igrače. Delfini so itak taki. Taki bolj. Ja, malo so. Brihtni, rečemo, da so brihtni. Ja, res so. No, se zdaj bo šila, koliko brihtni so. Okay, dejansko. okay. Delfini so znani po svoji inteligenci in igrišču v naravi. Raziskave so pokazale, da si delfini včasih za igračo izbirajo morske spužve, s katerimi manipulirajo in se igrajo. To pač v bistvu pomeni, mislim, znanstveniki so malo raziskali, da to njim služi kot neka oblika socialne interakcije, da se pač med sabo podajo ali pa tako igrajo, ali pa se spolno potešijo. Mal drgnejo. Kaj sem se zdaj spomnila? Da je to čisto logično, saj kaj smo imeli, Tenga Puffy. Ja. Ki je masturbator, ki je tako mehak. Ja, mogoče. A ga imaš? Ja, čak, ti ga bom dala za potipati, ne vem, ti si ga že. A ja, tega ne videla sem ga, ko smo delali reel. Lele zraven. Ko to je tako kot nek marshmallow. Ja, tako. Imeli smo reel. Ja. Dej, da zdaj to.
Evo, tako, pač ček. Že tako je mehak. Ja, že tako je mehak, probi. Pač za vse tiste, ki sam poslušate, pač, ali boste tole pogledali, ali pa pejte na naš profil pogledati. Ja, no. Shit. A ni, a tudi tako, ko stisneš je tak ti mehak. lahko tudi tako stiskaš? Ja, stisneš si lahko. Dang. Pač res je tako neki riske, a ne? Ja. Ful je prožen pač. No pa tudi tako kvalitetno. A ne, zdaj logično to z delfini, a ne? Ja, mislim itak, čist. Ne, ful je tak. No, ampak tudi, za tiste, ki sam poslušate, to je masturbator, ki je res tak zelo mehak, pač not je tako res izredno teksturiran. Pač dajte si pogledati, Tenga Puffy, a ne pa Tenga Puffy, Njihov nov. Ne vem, meni je bil ful zanimiv, no. Ful mi je zanimiv, ker je fleksibilen. Ja. Tako da pol čisto razumeš delfine, da si tole. Ampak tako nas spužva, ne? Saj v bistvu tako v naravi spužvati je nek najboljši približek temu. Ja, mislim, tako da se res spomnila na to. Ja. Ful fajn. Ja. Drugače so pa delfini, sem brala, da so edini poleg ljudi, ki seksajo tudi zaradi užitka. Ne samo zato, da zdaj je čas parjenja in se bomo razmnoževali, ampak da seksajo zaradi užitka. Mislim, itak so inteligentni, se piše. Mogoče so zdaj odkrili, da še kakšna druga žival to počne, ampak ne vem, jaz sem to brala pred leti. Možno. Ja. V bistvu, a veš kaj sem tudi, ko sem delala ta research, sem videla tudi za pande. Da v bistvu, da spodbudijo reprodukcijo pand in dajo zagledati porniče. In to panda porniče. In oni reagirajo na to. Ja, tako, da se vzburi. Ja. In hočejo pač posnemati, tako kot pa nam v bistvu. Ja. To je pa pametno, ker vem, da za pande imajo ful teh projektov, da bi jih nazaj razmnožili. Ker so to klene. Drugače pa pri pingvinih sem videla, da samice pingvinov ponujajo spolne usluge v zameno za kamenčke. Ja. Pač, ki si gnezdo gradijo, tako da to je bilo tako. Ma pingvini so itak taki zanimivi. Mislim, so pri njih tudi najdel te, ne bom 100% trdila, da so pri njih, ampak te primere nekrofilije in tako. Oh, shit. Ja. Zanimivo. Ja, zanimivo. Ja, ful je zanimivo. Ne, tako, spolna živali je precej, tako, nisem to parjenje in razmnoževanje, pa je tako, no, kar dosti takih zanimivih dejstev, ne. Tako da, ja. Mislim, lahko se vsi naučimo, da moramo vsi malo bolj raziskovati. Ja, tako je. Še kaj novega odkriti. Kako so se delfini super znajdeli. Ja, super. Bravo, delfini. Ok, če smo jih že pri teh puhastih stvarih, bi ti jaz povedala zdaj eno. In sicer pač fant razlaga, kako se je videval z eno punco in sta se spet pač neki mečkala na kavču in on je bil že čisto zburjen in tako in ona ga povabi v spalnico in tako, okej. Ampak preden je ona odprla vrata, je rekla, a te moti, če moji prijatelji gledajo. In on je bil prvo, misliš, ljudje prijatelji. Ja, itak, ja. Počak. No, in on je bil pač itak napaljen in zburjen in tako je rekel, okej, pa je pa če niti ne moti tako. Ampak je ona odprla vrata, pač tam ni bilo ljudi, prijateljev, ampak je imela tako od ene do druge stene sobe pač pliškotov. Ja. In on je bil tako, okej, ampak verjetno si je tako želel tega seksa, da pač je šel s tem, ne, ampak na koncu je rekel, da bi tako ni bil sproščen in tako in je bilo že tako vsaj malo neroden in tako, ampak da je še malo bolj neroden, bilo je pa ona mu potem izvedla ročno delo svojo ročno lutko. Z tole ročno lutko. S tole ročno lutko, ki veste, za lutkovno predstavo lutko, tako da ne vem. Ne vem, kako je to bila, mu je masirala, mu je tako z nekimi čudnimi gibi, ki predvidevam, da če je imela toliko rada te svoje pliškote, da ni glih neki tono lubrikanta gol zdela. Ja, mislim, tako ga je malo pojedla. Verjetno, ja, verjetno. Tako da ja, to se mi je zdelo. Smešno je, mislim, smešno, tako malo bizarno. Bizarno, ja. Imaš ti še kaj? Bolj ne. Okej. Jaz ti bom še eno povedala. Dej. Pa bo šle pa na bonus rundo. Ja, bonus runda. Se pravi, ti si prej govorila o tisti, ki je to spermo stisnila ven, ne? No, tle je bila pa situacija, tako queefing, tle je bila pa situacija, kjer pač je nek par seksal, sta seksala po pasje, je to prevod za dolgi stali, po pasje, pač probamo slovenščino, no in ona je začutila, da mora pač res kihant, je tudi res kihanla orang in to toliko, da je pač
ko je stisnila, a ne svojo nožnico, da je dejansko pač tega svojega partnerja ven porinila, a ne, in Ja. kada ni bilo dosti to, da ga je tako spet vagina zavrnila, a ne, se je še spotaknil in padel. Oh, bogi. Ful. To je pa res. Ampak drugače tako se mi zdi, da je fantom ful zanimiv. Pač to, Ja. oni čutijo, kak kihaš ali pa Itak, kašljaš med ja. seksom, ker se stiskajo in tako vidiš tisti pogled, vidiš, kaj je tako, kaj pa je to za en zanimiv občutek in ti si tako, Mislim, zanimiv, če ne pade ven, a ne. Ja. Ampak to se kar verjetno ja. zgodi. Ma se, če si gora, ne, Ja, ne more. to je Da res. sam objame. Objame. Pa zgrabi. Okay, zdaj pa smo zaključili s temi zabavno-poučnimi dejstvi, Okay. zgodbami, kakorkoli. Jaz ti bom povedala zdaj ime od neke spolne prakse, ki je pač, kot sem rekla že na začetku, malo taka nekonvencionalna, se pravi neobičajna. Ti boš pa to so angleška poimenovanja, že vnaprej povem, pač prosim, pustite mi to, jaz nisem šla tega prevajati, bom lahko tako prevedla, Okay. ne, ampak ne vem pa, kaj je slovenski izraz za to. Tako da, ti boš pa probala ugant. Prav. Tako- Tako tudi po slovensko probam prevedeti, Ja, če mi kaj pade na pamet. Ok, ja, to bi bilo tudi kul. Se pravi, ta prva je Rainbow Kiss. Rainbow kiss. Rainbow kiss. Ta je predvsej tako neposreden, mavrični poljub. a Ne? Maurični. Jaz si predstavljam, mislim, kaj si jaz zdaj predstavljam, Ja. tole maurični poljub. Ne vem, recimo teoretično, če bi moški lizu oralno zadovoljeval žensko med tem, ko ima menstruacijo. Ja, to si na Ja. dobri poti. Ja, to je In ni res. pol dal ljubčka direkt. Ja, I guess. ja. 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 Je to. Okay, ja. Ampak pač pogoj je to, a ne pač, da mora imeti on krvava usta. Ja, A ne, in potem še ona njega, a ne, samo pač, a ne, nima a ne, tega. ja. In potem se poljubita, a ne. Ok. Zanimivo. Okay. Drugače imamo tudi tampone, ki jih lahko uporabljaš med A ja, spolnim tega odnosom. pa jaz Ja, nisem tako vedela. v obliki srčka so, pa ima pa no tako zarezico, da lahko s prstkom zahaklaš. Ja. A veš, ko ga ven vzameš, da pač ne loviš tega s kleščami ali pa kaj. Okej. Tako da ja, to imamo. Sam mislim, da je point tega mauričnega poljuba lih to, da pač Da mora biti maurično. maurično je. Ja. Maurično. Okay. Zanimivo. Pearl necklace. Pearl necklace. Mislim, pearl necklace. A ja, to je spolna praksa v bistvu. Ja, tako se imenuje, pač kako bi to prevedla ti. Pearl necklace. Ja, Mislim, meni bi bilo še vsem to čisto no bazično, tako kot imamo mi v ponudbi te gatke, ko so perlice gor. ja. Pač igra s perlicami. Igra s perlicami. Pearl Ja. necklace pomeni pač verižica iz perala. Ne? To ja, ampak Okej. tako. Igranje s tem. Ne. Ne. Pearl necklace. Ne. To je, ko moški. Drugače, tle so dobro rekli, ker je bil v bistvu članek o tem, je on rekel, če mislite, da je to, da zatlačeš ženski to verižico ven not v vagino, ne, Ja. potem ven vlečeš, kot so kakšne analne krogalice in to. a ne. Okej. To ni to. Ne. Ampak to je, ko moški doživi orgazem in ejakulira, je to prava beseda, na njeno tle gora, ne? Ja. Se pravi, Collarbones, koliko je to posebej? Ključnica. Ključnica, ja. in ji da videti, da ima verižico. a Ne? Cute. Ja, lušno. še bele barve je, recimo. Tako da ja. Okay, naslednja je shrimping. Shrimping. Shrimp, to je neki z rakci povezano. Shrimp so te kozice ali kva so rakci. Ja. Okay. Zdaj, kaj bi bilo shrimping? Predstavljam si, da je nekaj glede neke poze, da je nekaj tako zvito. A jaz tudi so tako, Ja, nekaj imajo te tako. repke. Ok, razumem. Ja. Ampak, A bo še ugibala ali ti povem? ma daj mi povej. Okay, to je tehnika, kjer en drugmu sesa prste na nogi. Spet smo pri nogah. Shrimping, tega pa res nisem slišala. Ja, se pravi, med seksom, po seksu, pred seksom, kakorkoli. Ja. To ja, ampak tak je Tako da izraz. Zanimivo. To je tako, ali ful si za noge, ali pa še nisi. Tako da Ali ja. te žgečka. Okay. Ali te pa žgečka. Ja, Ne, moje zanimivo. Ali pa ne. mogoče. Snowballing. 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 Ta je malo tako zanimiva. Okay. Tako, snowballing. Zdaj,
Snowballing je, kaj to je pač? Pač metanje snežnik kep. Ja. 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 Zdaj, lahko bi si to predstavljal na nek način, da ti pride v roko Ja. in da pol uno vsebino tako nekam Nekam vrže v žensko. Ja. In je naredi vicar na to grlico. Ja. Ne, to je pa, ko ženska izvaja oralni seks in pač on doživi orgazem in pač je v njena usta. Ja. In potem ona njega poljubi in si izmenjava to vsebino, sem pa tja, dokler pač je en ne pogoltne. Ok, Ja, fair. fair. Mislim, fair, ja. Ja, upam, da se jaz ne zakrivam s temi listi. Ok. To pa ne vem, to pa sploh ne vem, če bi to raje ne bom. Ma dej. Ne, teabagging, evo, ta je taka cute. Teabagging, to pa Ja. itak ve. Ja, veš. Kad te tako, mislim, kad dobiš jajčka v usta. Ja. Ponad, mislim, da on stoji, da Ja. gravitacija zraven deluje, da je dejansko tako kot nek Ja. teabag. To je bila meni ful taka pristrčna scena v seriji Seks v mestu, Ja. ko so se one pogovarjale in je ena vprašala, zakaj se pa reče, ne, teabagging, kao namakanje čajnih vrečk. In potem je tako naredila tako gesto, ker je dvignila roko in tako podsepne in tako, ok, razumem, ker so kot, a ne, Ja. in namakajo, v usta in je tako potem imela celo, a ne, pač to razlago v svoji glavi, Ja. kako je ona zdaj to dojela. Ok, golden shower. Golden shower je to, kar se malo polulamo drug na drugega. Res je, Ja. res je. Zdaj pa ta je taka, to je ona, ki nisem videla, a bi jo rekla, ali ne, malo je tako eksplicitna, a bi jo boš ugibala, ali ne? Ja. Ok. Če komu pač to ni ok, sorry, ampak pač zabavno poučno smo rekli, prav. Ok. Felčing. Felčing. Jaz sploh ne vem, kaj je to. To sem pa slišala sem, Ja, sam zdaj ne morem povezati. Felčing. A mi lahko daš kako sopomenko ali pa kaj taska? Ne, kaj ne vem. Lahko probam pogledati. Felčing. Ful mi je znano. Ja? Ja. Ok, mi deva zdaj le kar pogledali, kaj dejansko ta izraz v resnici pomeni. A po slovensko? Ja, felčing. V bistvu mi sploh ne najde nič takega. Ne. Aha, ne, pač dejansko samo to razlago najde. Ok, ne, dejansko ne najde mi nič drugega, samo to, kar pač dejansko imam jaz tukaj napisano. Ok. Tako da lahko ti povem. Daj te povej. Ja, ok, felčing je v bistvu, ko spet pride do moškega orgazma in pač sperme, a ne, in se pravi pač spusti v anus ali vagino in potem to ven poliže ali posesa. Tako Ja, da, ja, okej. ja, ok. Pač enim je to zanimivo. Ja, a ne, zanimivo. enim je cool. Tako da, ja. To je to, kar je moje bonus runde. Mislim, da smo tudi vse tele zgodbice si povedali. Jaz upam, da ste se zabavali. Tako da, ja, to je to. Kaj si mislite o tem? Dajte malo komentirati, a ste vi naleteli na kakšne te zabavne zgodbice. Jaz bi bila ful vesela, če bi kdo dejansko kaj delil ali pa napisal spodaj v komentarjih, a ne, mogoče naredimo še kakšno tako epizodo, a vam je bilo cool. Ful bi bila vesela feedbacka, tako da Nana, imaš kaj za dodati? Ma nimam, jaz sem se imela lepo. Hvala, da si me povabila. Nekaj. Pridem še kdaj. Ja, ti kar pridi. Tako da ja, se vidimo v naslednji epizodi, pa ja, se gledamo in se slišimo. Čau, čau. Čau.